Torej, jaz vas vse skupaj lepo pozdravljam v imenu Gimnastične zveze Slovenije. Torej, tiskovna konferenca pred odhodom naših ritmičark na svetovno prvenstvo v Pesaro, ki bo 30. avgusta do 3. septembra. Nas bosta zastopali dve individualki in pa skupinska vaja članska. Zdaj, ob tej priliki naj najprej najavim, kdo so tisti udeleženci reprezentance, in sicer Aleksandra Podgoršek in pa Aja Jerman Bukavec. Oni dve sta individualki in bodo nastopali v polnem programu, torej v mnogoboju. Potem pa skupinska vaja so pa Sara Kragulj, Tamja Dulcevilca, Šeme, Zoja Marija Ivančič, Maša Bizjak, Ana Kragulj in pa Teja Leskošek. Vodje reprezentanc sta za individualni program Alena Solovjova in pa za skupinsko vajo Olga Mancevič in pa Evgenija Bočkarjeva. Sodnica bo Špela Dragaš, zraven bo pa tudi sodeloval Žiga Britošek kot fizioterapevt. Pa Darjan Novak. Pa? Darjan Novak. No, tega pa ne vem in hvala lepa. Za individualke. No, super. No, torej vse skupaj lepo pozdravljam. Jaz predlagam, da kaj več o pripravljenosti in o ciljih povejo najprej vodje reprezentance, potem pa mogoče še dekleta. Pa bi prosil najprej, Alena, če ti kaj poveš o puncah. Na tem svetovnem prvenstvu se bo vsaka država predstavila z dvemi tekmovalkami s celotnim programom, 4 vaje. Skupaj 98 tekmovalk. Slovenijo boste zastopali Aleksandra Podgoršek, državna prvakinja, in Aja Jerman Bukavec, državna podprvakinja. Obe sta debitantki na tem svetovnem, prvič greste na svetovno. Pričakovanja so izvedba vaj s čim manj napakami, samozavestno, izrazno, tako kot znamo. Cilj je uvrstitev v prvo polovico, kar je dosegljivo. Upamo, da bomo to tudi dosegli na koncu. Mogoče kaj več še sami punce povejo, svoje osebne cilji. No, kar punce. To je tudi moje prvo svetovno prvenstvo. Zelo sem vesela, da sem se uspela uvrstiti. Na tekmi bi rada svoje vaje izvedla, tako kot je že prej moja trenerka rekla, s čim manj napakami in da bi v tem uživala in da bi imela pa tudi en tak zelo lep spomin na moj prvi svetovni pokal. In da bom prišla zadovoljna, svetovno prvenstvo, da bom prišla zadovoljna domov. Ja, jaz si v bistvu želim isto kot Aja, da svoje prvo svetovno prvenstvo izvedem čim bolj uspešno, s čim manj napakami, da bom uživala v vajah in da mi ostane v spominu v eni lepi in dobri luči. Super, no, lepo, vsem. Hvala lepa, zdaj pa še skupinska vaja. Olga Mancevič, boste vedela, kako skupinska vaja. Pripravljene smo dobro. Smo? Ja. Letošnja tekmovanja, en svetovni pokal, 2 svetovna pokala, Challenger pa en Grand Prix, dejansko nam vlivajo upanje, da če bomo naredili vaje, obe dve sestave brez napak, bomo pa lahko zadovoljni. Individualno vaja traja 1,5 minute, skupinska 2,5 minute, 2,5 minute koncentracije, zbranosti, da bi pokazali res tisto, kar znamo najboljše. In sem prepričana, če nam to uspe, in sicer to 2. septembra, prva vaja ob 16:40, druga vaja 17:50, tudi tako že izvajamo treninge,
po 2 sestavi na dan, s približno podobno malo več kot urno pauzo. Če nam bo to uspelo, pol pa sem prepričana, da tudi bomo zadovoljni in z oceno in z navdušenjem v dvorani in pa tudi z uvrstitvijo. Ekipa je tudi mlada. Iz lanskoletne ekipe so ostali samo 4. Tamija, Maša, Zoja in kapetanka Sara. 2 mladi, Teja in Ana, sta še tako rekoč včerajšnje mladinke. S 1. januarjem sta komaj pristopili v člansko kategorijo, pa že zdaj svetovna prvenstva. Tako da po mojem za celotno ekipo, kot za skupinsko vajo svetovna prvenstva, je pa sploh ena prva velika izkušnja, svetovno prvenstvo prvo. Sara kot individualka je že tekmovala na posameznem svetovnem prvenstvu, ampak v skupinske vaje to je za vse debi. Super, hvala. A bi Sara kot kapetanka povedala, kako si želite brez napak narediti? No, jaz bi rada povedala, da smo pa zdaj res zelo dobro pripravljene, da smo imeli v bistvu čez celotno sezono veliko ljudi, ki nas je podpirali, ki nam je pomagali pri treningih, ki nam je stalo ob strani. Tako da smo v bistvu v letošnji sezoni naredili zelo velik korak naprej, kar se tiče kompozicijsko, kar se tiče povezanosti ekipe. Še posebej v teh zadnjih 2 mesecih, ko ni bilo več obremenitve v šoli in smo se res lahko posvetili treningom, ena drugi. Dejansko smo dihali ena za drugo, a ne punce. Smo se res zelo povezali v tem zadnjem obdobju. In mislim, da vse delamo na tem, da bi nam uspeli na svetovnem, tako kot si mi želimo. Tako da pripravljeno imamo vse, zdaj pa lahko samo upamo, da bomo to znali pokazati v tistih 2 minutah pa pol na tepihu. Super, zelo lepo. Me veseli, da se odpravljate na to svetovno prvenstvo s pozitivnimi mislimi. Ne? In prepričan sem, da vkolikor bo odnos do tekmovanja takšen pozitiven in dobro naravnan, ne? Potem tudi na koncu ne more manjkati veselja, ne? Ko je tekme konec. Zdaj, če bi še katera želela kaj povedati, v nasprotnem primeru bi še pustimo odprto, če bo še kdo kaj vprašal. Ja, jaz bi Olgo še vprašala. Lena je rekla, da je pač, veš, vedno so te rezultatski cilji v spredju, kakorkoli. Lena je rekla, da je cilj prva polovica, kaj pa v skupinskih vajah, sploh ne vem, koliko je ekip prijavljenih za nastop. 29 ekip. Aha, kaj pa je v bistvu vaš cilj rezultatski? Na kaj? Nekaj imate v mislih, glede na to, da celo sezono že tekmujete, ne? Ampak celo sezono se nismo srečali z vsemi našimi konkurentkami. Smo tekmovali. Eno okvir pa imaš, ne nekam? En okvir imam. Ciljati v prvo polovico je pa zelo pogumna in ambiciozna. Sem pa prepričana, da če nam uspe vaja brez napak, sem prepričana, da smo lahko visoko. Prav konkretno številko povedati zdaj ne moram, sploh, ko pa ekipa prvič se pripravlja oziroma se predstavlja na svetovnem prvenstvu. Lani smo debitirali na evropskem prvenstvu. Dejansko po 18 letih odsotnosti Slovenije debitira na tako velike tekme in svojega mesta, svojega placa, tako rekoč, kot pa v ritmični gimnastiki, nekako vnaprej poznano, ker ti si sama sodnica, to veš, ne? Mi tega prostora še zaenkrat nimamo, kam bi pasali. Vsekakor pa si pa želimo čim višjo oceno in čim višji rezultat. Tekmovanja so pa nam pokazala tako, ena tekma zelo dobra brez napak, druga tekma pa je zelo slabo z veliko napakami. Tako da na vrsti je zdaj, kaj? Dobra tekma. Na vrsti zdaj je pa dobra tekma. To je to. Zala, še boš kaj vprašala? Ne bom eno na eno. Bo še pol. Okay. Redo, potem jaz vsem skupaj zaželim srečno pot, obilo ne samo športne sreče, ne, tudi veselje požitka tam na samem dogodku.
pa da nas boste razveselili, ne, s kakšnim dobrim uvrstitvijo. S karkoli že to pomeni. Bomo veseli takrat, ko boste vi veseli, ne. Okay. Hvala. Hvala. Hvala.